Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, dragi prijatelji, dober večer. Naj vas na začetku pozdravim v imenu inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka, ki organizira današnjo predstavitev in ki je tudi izdajatelj knjige, ki jo bomo danes predstavili. Zdaj bi pa kar povabil gospod Ljudmilo Novak. Za prvo točko povabim kar zbor Nove Slovenije, da nam na začetku polepša naš večer. Prosim. Živile si narodi, ki krepeni dočaka dan, da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da roja razbosak ne vragle sosed bo mejak. Da roja razbosak ne vragle sosed bo, ne vragle sosed bo mejak. Naj čuje zemlja in nebo, kada spobrati bojo. Naj se od ust do ust razliga, kar to med nami vsak prisigna. Da srce zvisoka konstaj, ostalo Bože moje dokaj. Da srce zvisoka konstaj, ostalo bo, in komaj. Zdaj pa na oder vabim gospod Ljudmilo Novak, junakinjo današnje predstavitve in knjige, in gospod Majo Pelikan, predsednico upravnega odbora inštituta, ki bo današnji pogovor tudi vodila. Prosim. Vsem lep pozdrav tudi z moje strani in predvsem najprej zahvala, da imam to čast in veselje, da smem voditi pogovor ob tako lepem in pomembnem večeru. Moram povedati, da za vse, ki verjamemo v besedo, v tisto z veliko začetnico in v tisto z malo, je rojstvo vsake knjige vedno praznik in je vedno en vesel, lep, žlahten, radosten praznik. To seveda toliko bolj velja za knjigo, ki je dobra knjiga. In tu bi rada čestitala protagonistki te knjige, pa tudi avtorici, kajti knjiga, vabim jo, da jo vzamete v roke in da jo preberete, je resnično nekaj posebnega. To je knjiga, ki jo je seveda avtorica nekako spravila skupaj, strnila različne misli, vendar bi lahko rekli, da je pravzaprav avtorjev skorajda 100. Od tistega 1. avgusta, ko se je
luči sveta nasmehnila mala Ljudmila, poznamo jo danes kot Milka, pa vse do 13. oktobra, ko predsednici Nove Slovenije piše akademik, predsednik akademije, gospod Jože Trontelj, ki ga pogrešamo, piše o njej približno 100 ljudi. Takih knjig ni veliko v našem prostoru. Pišejo prijateljice, pišejo sorodniki, pišejo politični zavezniki, pišejo politični, ne bom rekla nasprotniki v tem lepem večeru, ampak ljudje, ki ne delijo naše iste politične opcije. Vsi z izjemnim spoštovanjem, vsi z izjemno naklonjenostjo. Tako da je to velik čar te knjige. In ko prebiramo vse te zapise, ko sledimo mali Milki, ki zraste, gre v gimnazijo, dokonča fakulteto, se angažira, se odloči za vrednote, ki jih deli še danes, postane šolnica, postane nezamenljiva učna moč in se potem angažira v politiki, postane evropska poslanka, ministrica, predsednica stranke. Ko sledimo tej poti in prebiramo vse te zapise, v bistvu zasledimo 4 srčike njene osebe in njenega delovanja, ki bi jih rada zdajle omenila, sicer zelo, zelo na kratko. Milka, dovoli, da te nocoj kličem tako, kajti v knjigi je ta vzdevek še najpogostejši, gospa Ljudmila. To je človek, ki verjame v dialog. To je človek, ki nikoli ne odreče besede in pogovora, komurkoli, prijateljici, hčerki, možu, mami, kolegici, političnemu sopotniku, političnemu nasprotniku. To je človek, ki verjame, da se z besedo da nekaj narediti. To je človek, ki verjame v besedo, v odprt dialog. Druga stvar, ki dejansko presune človeka, je ogromno delo, ki stoji za vso to potjo. Od, ponavljam, mlade študentke, od angažirane študentke, intelektualke, do današnje poslanke, ministrice, evropske poslanke, predsednice stranke, za vsemi temi funkcijami, o katerih včasih tako omaloževalno slišimo govoriti v javnosti, pa ne seveda v zvezi z njenim imenom, ampak nasplošno v zvezi s politiko, za vsem tem stoji ogromno garaško delo, ki se je verjetno začelo že doma, bomo verjetno potem malo kasneje slišali. Tretja zadeva je to, kar je morda mene še najbolj privlačilo, ena velika etičnost početja. Tukaj ni dejanja, ki bi bilo samo sebi namen. Ni geste, ki bi bila olepševalna gesta. Vse ima eno funkcijo, vse ima eno etiko. In knjiga prinaša zelo lepo, zelo virno tudi odlomke iz govorov gospe predsednice, ministrice, poslanke, intelektualke, dramatičarke, kajti gospa Ljudmila ima tudi dramsko skupino, tudi za to najde čas. In vidimo, da to, kar izžareva iz njenega lika, se potem tudi kristali v njenih besedah. Ni besede, ki bi bila odveč. Vsaka misel je jasno in kleno povedana. Vsi jo lahko razumemo. In smer je ena. Smer je suverena Slovenija, smer je priznanje hude jame, smer je socialno gospodarstvo, smer je pomoč ubogim, smer je krščanstvo, nova zemlja. In če še si dovolim pol minute, ob vsem skupaj pa stoji kot luč nekaj, kar se v tem božičnem času še posebno nekako toplo zajeda v naša srca. In to je, bi rekla, skoraj da mit v lepem pomenu besede, mit družine. Od lastne družine, v kateri sem rojen, do družine, ki sem si jo ustvaril, do stranke, ki je tudi njena družina, do Slovencev po svetu, ki so tudi njena širša družina. Skratka, družina, kjer je ona vselej zvesta, trdna, krepka mati. To so te silnice, te stalnice, ki se izžarevajo iz knjige, iz vseh teh 100 pričevanj. Nekaj jih bomo slišali tudi nocoj. Jaz vem, da je avtorju oziroma protagonistu knjige vedno težko poslušati, kako drugi govorijo, in bomo na koncu vseeno si drznili
prepustiti mikrofon tudi gospe predsednici Ljudmili Novak. Jaz bi pa prosila najprej dva izmed številnih pričevalcev, da prideta tukaj pred mikrofon in izpovesta tudi svoje spoznanje, svoje pričevanje o gospe Ljudmili Novak. Prvega bi pred mikrofon povabila gospoda Jožeta Jurkoviča, predsednika zbora, ki nam je pod vodstvom gospoda Janeza Ciglerja Kralja tako lepo zapel Zdravljico in tudi Jenkovo pobratimijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Iskren in prisrčen pozdrav vsebini te knjige, ki jo tudi jaz v knjigi sem lahko pustil sled spomina na gospo Ljudmilu in na delo z njo. Vendar, kar se napisal, to stoji in za tem stojim. Vendar danes je večer mnogo obetavnejši, mnogo ambicioznejši. Kajti, kakor pravi nedolgo tega Brane Senegačnik, vsaka knjiga, ne vsaka pravi on, nekatere knjige vzbudijo v človeku tisto, kar o čem ni vidno, pa je v bistvu bolj resnično kot tisto, kar vidimo. Jaz mislim, da je ta knjiga absolutno zaznamovana z tem duhom, da nas toliko ne zanimajo dogodki, ampak da iz knjige veje duh, ki je te dogodke prežemal. In mene je najbolj dotaknila opis gospoda jezuita, patra Bizanta, ki je točno tako zapisal. Ne bom se ustavljal ob dogodkih, ustavljal sem bom ob vzdušju, ki se ga spominjamo. Kajti imeli smo, in tukaj sem zmeraj delal človek primerjave, in tukaj sem delal primerjavo, in v pogovoru z predsednico sem tudi si potrdil, da nekako Kres, ki je bila takrat zelo znana skupina mladinska, pri Šempetru je bila zelo znana šempetrska skupina. In mi smo prejeli poseben dar, ki v tej knjigi ga sledimo pri gospe Ljudmili, tako kot bi ga lahko sledili pri vsakomur od nas. Kaj smo naredili s tem darom? Kajti bistvo vsakega človeka na nek način je tisto, kar pravi Matija Ogrin je na Otočcu leta 12, ki ga je gospod Strgar tako zvesto organiziral, povedal čudovite besede. Da včasih, svetopisemskih časih, ko ni bilo osebnih izkaznic, so ljudi vprašali, odkot si in kam greš. To je moral nekdo povedati, odkot je prišel in kam misli iti. Danes se z osebnim dokumentom identificiramo, nič pa ne povemo, odkot smo in kam gremo. Ta knjiga govori o gospe Ljudmili in okoli nje grozd ljudi, ki razumejo njeno ljubezen, in nekako meni je največ povedala gospa Ljudmila ravno o tem, da ve, odkot prihaja in da ve, kam gre. In ta knjiga je tako, kot Kristus sprašuje, kaj drugi pravijo o meni. Tega se je, rekel, absolutno v neproporcionalni meri, nezasluženo slabšalnih tekstov smo prebrali v naših časopisih. To so pisali drugi, ki so s tem imeli načrte. Potem pa pride ta knjiga, ki pa je gospe Ljudmili odgovor, kaj pa vi pravite o meni, kdo sem. In mislim, da je ta, kakor je gospa doktor povedala, nabor 100 ljudi, skoraj isti imenovalec, ne da bi vedeli drug za drugega, kaj bomo napisali, najdu ravno v tem, da gre za gospo, jaz sem v družini ponosno napisal, ki je v slovenski politični prostor vrnila podobo matere in žene. In to je še vedno tako. Niti do kolen ji ni nihče v tej drži. Ženska, ki tako potrebuje
ponovno povrnitev v družbo. Ob njej pa ne smemo pozabiti. Danes smo pri Evangeliju poslušali, kako je sveti Jožef prišel v stisko, ko mu je angel napovedal nekaj, kar je predstavljam se tudi pri Novakovih moralo biti tako, ko je Ljudmila napovedala, da bo šla v politiko. In tako malo knjiga govori o gospodu Romanu, ki pa sem prepričan, da je tako pomembno prispeval k tej podobi žene in je v bistvu tako nezahteven, kar se tiče priznanja njemu. Tako da vsi smo lahko hvaležni za vzgled lepe družine in za vzgled človeka, ki zna drugega podpreti. To zdaj končam, zato ker se tako spodobi z Balantičevim verzom, kajti to je naše skupno videnje v tem adventnem času. Balantič pravi, jaz pa bom tebi pesmi pel in ko moji zvoki dozorijo, pri tvojih bom kolenih obsedel. Gospa Ljudmila, hvala. Hvala lepa gospodu Jožetu Jurkoviču, predsedniku Zveze seniorjev in predsedniku zbora, ki smo ga uvodoma poslušali. Naj povem, da je ta imenitna družinina galerija danes polna prečastitih gostov, ki jih prav vse pozdravljamo. Med nami je tudi gospa Alja Brglez, šefica kabineta predsednika države, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, ki jo prav lepo pozdravljamo in pozdravljamo prav vsakega izmed vas. Mikrofon bi pa zdaj predala gospodu Milanu Matosu, predsedniku gospodarskega kluba Nove Slovenije. Pozdravljeni. Težko bo karkoli lepšega dodati, kot je moj predhodnik povedal. Pa vendar, ko sem prebral knjigo, vidim, da je noter en vzorec. Torej, napoveduje se že od njene mladosti, od mladosti gospe Ljudmile, namreč to pričakovanje in sodelovanje in odprtost do ljudi. Zdi se mi, kot je bila njena zgodba trasirana, ko jo spremljamo po njenih pripovedovanjih njih prijateljev, prijateljic, sošolcev in tako naprej. Odprtost do drugih, sodelovanje, ogenj, pripravljenost deliti stvari. In se mi zdi, kot da je bila pot tudi načrtovana nekje, ne po njeni volji, ampak dala se na razpolago. Daje se na razpolago za dobro, za skupno, za pravično in za resnico. In jaz gospod Ljudmilo poznam šele 5 let, ampak preko teh prispevkov v knjigi sem jo seveda mnogo globje spoznal. Kako čudovite stvari govorijo o njenem delu, o njenem življenju, o njeni pripravljenosti, da deluje, da se žrtvuje. Lahko bi se zaprla v svoj krog, v svojo družino in bi bilo vseeno za svet, za Slovenijo in tako naprej. Ni res. Iz obrobne pokrajine, iz pravzaprav Slovenskih goric, ki so nam dale toliko imenitnih ljudi, tudi njena pot vodi na obrobje, od Prekmurja do Višnje Gore, do posebnih ljudi, do posebnih šol in tako naprej. Odprta za različnost in moram reči, v življenju seveda skušila različne življenjske situacije. Od kmetije in delovanja njenega očeta v politiki, v lokalni politiki, v pripadnosti, v tej predanosti skupnosti, do naprej, ko gre na univerzo, ko študira, ko ima ogromne sošolce, ko se odpira in je krog drugih sodelavcev, skupin za mlade in tako naprej. Kjerkoli deli sebe in pravijo vsi spodbuja, nagovarja, povezuje. Takšna je tudi danes. Jaz z njo sodelujem zadnjih 5 let in vem, da je predana, da je tudi trmasta, da je tudi odločna zagovarjati tisto, kar je po njenem prepričanju prav. In seveda
Jaz si želim seveda, da bo dokazala, da se tudi v Sloveniji lahko s poštenostjo in seveda z žensko modrostjo in z žensko roko tudi veliko doseže. Vesel sem, da so med nami take žene in tudi take političarke. Vse dobro. Omenili smo, da je knjiga izredno mojstrsko sestavljena, izredno kakovostna. Kakovostna je seveda protagonistka knjige, kakovostni so prispevki, pa tudi knjiga v literarnem smislu besede pravzaprav bralca pritegne, da je ne moreš zapreti. Ima en notranji ritem, tempo, ki človeka kar vleče naprej. Jaz vem, da je gospod Andrej Arko, ki je nocoj med nami, tudi to knjigo temeljito prebral. A bi o tem kaj povedali? Hvala, dober večer. Bom povedal, zaradi tega, ker se že tako dolgo poznava, veliko dlje kot s predsednico Nove Slovenije. In ko sem po spletu okoliščin to knjigo prebiral, sem šele pravzaprav spoznaval, kaj vse je gospa Novak v svojem življenju plemenitega, bom rekel, počela. Začuden sem bil nad vsemi njenimi dejavnostmi, nad njeno odprtostjo in pravzaprav od vsakega prispevka, ki je v tej knjigi, nekaj izvedel o njej, nekaj novega izvedel o njej. Presenetilo me pa to, ne toliko, da tisti, ki so sodelovali v tej knjigi, med katerimi seveda je večina njenih somišljenikov, od seveda sorodnikov, sošolcev, prijateljev, da so vsi ti pisali o gospe Novakovi zelo naklonjeno in z občudovanjem in pohvalno. Ampak bolj me je presenetilo to, kar so napisali tisti, ki so morda malo drugačnega političnega prepričanja in tudi življenjskih nazorov, ki so pa ne v kakšnem diplomatskem slogu napisali o njej zelo tudi pohvalne seveda besede, ampak z občudovanjem pisali in poudarjali lastnosti političarke, ki zna biti odprta do širše skupnosti, do drugače mislečih tudi, če lahko tako z eno besedo povem. To me je najbolj presenetilo. Pa naj si je šlo za sošolce, za učiteljico, elementarko iz 1. razreda, pa vse do predsednika republike. Zelo lepi in moram reči tudi tehtni, argumentirani prispevki. Če nisem bil predolg, se zahvaljujem za pozornost. Po teh prvih uvodnih besedah mislim, da je prav, da se spet prepustimo glasbi. Tudi to je danes nekaj posebnega. Gospa Rozala in gospod Anton Arko. Gospa Rozala je rojena Novak, bosta nekaj zapela in zaigrala in domenjeni smo, da bosta tudi sama povedala, zakaj je izbira padla prav na to pesem. Verjetno ne slučajno. Zdaj boste slišali pesem Ti domača hiša, ki je zaradi Milke pravzaprav postala pri Weinhandlovih na Zgornji Velki neke vrste nenapisana družinska himna in jo tudi še sedaj pojemo ob kakšnih družinskih praznikih in danes je tudi neke vrste družinski praznik, pa bi z vami podelili tole pesem.
Ti domača hiša, ljubi očetov rodni dom, tebe ne pozabim, kodar po svetu hodil bom, tu se sreča uživa, lepih otroških nežnih dni, dom le radost skriva, ki v širnem svetu je ni. Bodi pozdravljen, moj očetov rodni dom, ti si v življenju meni, kaži pot, dokler po širnem tujem svetu hodil bom, mislil na te bom povsod. V naši so družini, starši otrokom zoren zgled, vse povsod želijo, naj vlada mir in pravi red, oče in pa mama, mislica vedno le na to in želita sama, da v hiši vsak srečen bo. Bodi pozdravljen, moj očetov rodni dom, ti si v življenju meni, kaži pot, dokler po širnem tujem svetu hodil bom, mislil na te bom povsod. Ko zvečer se zdela, vračamo trudni vsi domov, takrat hišo pride tihi večerni blagoslov. Bratje in sestrice, starši zapojejo na glas, mir zvišal je legel na dom in na tiho vas. Bodi pozdravljen, moj očetov rodni dom, ti si v življenju meni, kaži pot, dokler po širnem tujem svetu hodil bom, mislil na te bom povsod. Gospa Ljudmila, ko človek posluša lastno hčerko, ki poje družinsko himno in se ji vnuček oziroma njen sin preširno smehlja, ko posluša vse te besede, za katere ne dvomimo, da prihajajo iz srca, pa vendarle smo malce ganjeni, ne? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Moram reči, da mi je kar nerodno od tolike hvale. Zato pravim, da ko boste to knjigo brali za protiutež, še vzemite kakšne forume ali pa kakšne revije, kjer o meni kaj drugega napišejo, da ne bo se skupaj preveč pohvalno. Pravzaprav sem želela nocoj se zahvaliti vsem, ki ste sodelovali pri pisanju te knjige. Gospa Maja ves čas govori o protagonistki, ampak moram reči, da nisem bila jaz tista, ki je to knjigo spravila skupaj. To je bila ena zelo prijazna oseba, vešča tega dela, ki je pa tako skromna, da se ne želi javno preveč izpostavljati. Tako da se najprej zahvaljujem tej osebi, ki je s takšno tenkočutnostjo zbirala vse prispevke, jih uredila in spletla v neko zgodbo. Pa seveda hvala tudi vsem vam, ki ste pri tem sodelovali. Moram reči, da so vaši prispevki slogovno in vsebinsko precej različni, so nekatere skupne točke, drugače pa vsak napisal iz nekega obdobja mojega življenja oziroma naše skupne poti, tisto, kar vam je najbolj ostalo.
Zaradi tega tudi zame ni ta knjiga dolgočasna, ker sem marsikaj zvedela, kako vi mene doživljate, kako ste si vi neko stvar zapomnili, za katero mogoče sem jaz že celo pozabila ali pa sploh ne vem zanjo. Zato je bila vsaka izmed teh zgodb tudi zame izredno zanimiva. Predvsem pa sem vesela tega, da na tej moji življenjski poti srečujem in sem srečala ogromno ljudi in da lahko rečem, na vsaki tej življenjski postaji so prijatelji, ki se jih še vedno rada spominjam, s katerimi se še vedno rada srečam, imamo stike, navezave in zato tudi ni bilo tako težko prositi vas, pa še nekatere druge, da ste oddali, prispevali svoj sestavek za to knjigo. Torej, bila je ideja, kaj če bi pa vendarle nastala nekaj knjiga o Ljudmili Novak, nekaj pobudnikov za to idejo je tukaj med vami, ni bila to moja prva želja in prva ideja in potem, kot pravim, s to osebo, ki je vse spletla skupaj, sva se usedla in se spraševala, kako to narediti. Sem rekla, ja, sej pač on ne pozna toliko ljudi, s katerimi sem se jaz srečevala in potem sem v tem smislu jaz stopila v akcijo, da sem pisala ali pa prosila tiste ljudi, s katerimi pač imam stike na tej moji življenjski poti. In sem res vesela, da ste se tako številno odzvali. Vem, da bi se nekateri še, pa so potem malo pozabili, malo odlašali, jaz pa tudi nisem hotela biti preveč vsiljiva, pa kljub temu je nastal zajetna knjiga raznih prispevkov. Lahko bi že prej prišla na plano, pa moram reči, da me letošnje leto z raznimi volitvami precej okupiralo in jaz sem bila tista, ki nisem imela časa slik poiskati. In če bi imela še več časa, pa če bi imela bolj urejen arhiv, bi našla še lepše slike, tako pa kar sem potem imela, sem uporabila, je pa še veliko na zalogi, pa mogoče bo še kakšna priložnost in bi si prav želela, da bi bili vsi ovekovečeni, ki ste dali svoj prispevek, ampak nekateri ste na sliki, nekateri pa seveda samo v pisni besedi. Tako da hvala. Zdaj vprašanje sem že pozabila, ampak nekaj... Ja, to pesem, ki sta jo prej zapela hčerka pa moj zet, sem res jaz doma, najprej smo to v študentskih časih peli, potem smo pa doma ob različnih priložnostih in je res naša himna. Tako da je ob vseh priložnosti prvo zapojemo, je res lepa vsebina in izraža tudi nekaj tega, kar skušamo živeti v družini, pa tudi v drugih skupnostih, v katerih sem. Še enkrat res hvala lepa vsem za vaše delo. In kot sem rekla, za Protiotež vzemite kako revijo, kjer so malo manj prijazni z menoj, da ne bo samo lepih strani mojega življenja. Pa bomo še malo insistirali. Protagonistka knjige zato, ker dejansko o Ljudmili Novak je govora od prve do zadnje strani, zato pač sem menila, da si protagonistka te knjige. Brali smo o neštetih okoliščinah, o neštetih ljudeh, situacijah, od teh intimnih, domačih, otroških do političnih, profesionalnih, od starejših do novejših. A je morda v vsej tej poti kaj bilo pozabljenega, kar bi ti bilo všeč, da bi bilo v knjigi, pa zaradi takih ali drugačnih razlogov ni? Ja, zagotovo je še marsikaj, tudi nekaj oseb, ki so mi zelo drage, pa morda niso utegnile napisati ali jih pa nisem prosila iz teh ali drugih razlogov, tako zagotovo je še marsikaj za napisati, ampak glede na to, da sem precej potovala po Sloveniji, svetu, menjavala različne funkcije, je na koncu kar veliko prispevkov z teh različnih pogledov življenja, tako da no, pa še nekaj, ni tako enostavno izpostaviti svojega življenja, še manj pa svoje družine. Zato svojih družinskih članov sploh nisem prosila, da naj kaj napišejo, je nekaj fotografij, morala sem dobiti zanje dovoljenje, ker tudi za družino ni vedno lahko, da so izpostavljeni poleg mene. Saj veste, biti političar v današnjem času, ko te obmetavajo z mnogimi različnimi vzdevki, marsikdaj ni prijetno,
za družino, čeprav moram reči, da me vedno podpirajo in mi zaupajo in pravzaprav ne verjamejo vseh tistih zlobnih stvari, ki se marsikdaj kje pojavljajo. Hvala lepa. Morda bi dali spet mikrofon na stran občinstva, če je še kdo, ki bi morda ki knjigo prebral ali prelistal, morda kaj vanjo napisal, bi še kaj povedal. Tam vendarle vidim še nekaj obrazov, ki ste se podpisali pod marsikatero lepo, toplo vrstico. Gledam doktorja Dularja, gledam gospo Vadnjalovo, pa še marsikoga drugega. Bi še kdo kaj povedal? Aha, gospa Vadnjalova, prosim. Jaz moram najprej priznati, da knjige še nisem prebrala in da sem jo pred 1 uro komaj malo prelistala in nimam pojma, kaj v njej piše, razen tisto, kar sem jaz napisala. Vendar bi rada povedala nekaj drugega. Odkar sem spoznala gospo Ljudmilo, pa do danes, ko sem spremljala ta njen odnos do ljudi, moram priznati, da sem se ob njej naučila kot ženska toliko stvari, da ko boste prebrali knjigo, boste najbrž začutili ta njen razvoj, ta njen utrip, to njeno čudenje in dobesedno tisto spoznanje sočloveka, s katerim govori in kateremu želi nekaj sporočiti. Z njo sem delala malo časa, naš mandat je bil kratek, pa vendar je bila to zame ena najlepših delovnih izkušenj. Ob njej, ko sem prišla k njej v kabinet, nisem o njej nič vedela. Ko sva se poslavljali, se mi je zdelo, da o njej vse vem. V tako kratkem času je bila gospa Ljudmila sposobna razviti takšen odnos s sodelavcem, da je pripravila sočloveka do tega, da ji je popolnoma zaupal in je ona lahko njemu popolnoma zaupala. Se pravi, tisti delovni odnos, ko dva človeka skupaj delata z istim ciljem, dobro veste, da je zelo težko ujeti se včasih s sodelavcem, zato da bi tisto svojo delovno nalogo dobro opravil. Vendar pri gospe Ljudmili te težave nihče ni imel. Vedno je bila neposredna, jasna, odkrita, odločna in zaradi tega mislim, da je tudi njeno življenje tako uspešno, ker zelo jasno postavi cilje, ki jih želi doseči, nikakor ni ne groba, nikakor ne zavaja, nikakor ne želi nikogar postaviti v neko slabo situacijo. Vedno iz vsega potegne najprej tisto, kar je dobro. Se pravi, tisto, kar je prvenstveno v človeku dano. Se pravi, človek je najprej dober. In to je tista sposobnost, ki jo gospa Ljudmila ima in zato mislim, da je tudi tako uspešna, ne samo zasebno, ampak tudi poklicno. Tako da to sem želela z vami še enkrat posebej podeliti. Hvala lepa. Doktor Janez Dular, prosim. Na to srečanje sem prišel tako, bi rekel, brezskrbno, neobremenjeno, ne pričakujoč, da bom padel noter, kot se reče. In če že padem noter, malo improviziram in svoj lonček pristavim. Zelo sem ponosen, ker je bila gospa Ljudmila moja študentka. To je delo mojih rok, tako rekoč. Torej, spominjam se seveda, leta in desetletja so mimo, ampak če pomislite, kot je bilo že povedano, prihaja iz Slovenskih goric, iz Prlekije.
z jezikoslovnega stališča, z enega zelo težavnega narečja stališča osvajanja knjižne slovenščine. Če pa danes poslušate njeno govorico, ne bom rekel, da kdaj pa kdaj ne zazveni, to je celo pravzaprav simpatično, odkot prihaja, ampak vseeno na visoki kulturni ravni med slovenskimi politiki jih je malo, če sploh kateri, ki bi na taki kulturni ravni govoril slovenščino. Tega sem vesel in seveda sem pa vesel tudi tega, da to ni samo visoka kulturna raven na jezikovna ravna, ampak je tudi odsev nekega duševnega, karakternega in vsebinskega ozadja, ki za tem stoji. Vesel sem takega dela svojih rok. Hvala. Jaz bi štafetno palico spet prepustila Rozali in soprogu, če ima bo mali vnuček, mali sinček dovolil, potem bomo lahko poslušali novo pesem, ubrano, milo, nežno, kot je bila prejšnja, prav gotovo. Hvala tudi za vajen trud in doprinos. Ja, z veseljem, pa če dovolite, da še samo se malo dotaknem besed profesora dr. Dularja. To ni samo pred kamero taka blagozveneča slovenščina, ni narejena, to je tudi doma. To je tudi, ko smo za mizo, pa se pogovarjamo, tak je besedni zaklad in take besede prihajajo iz... Na Moravškem, na Štajerskem je drugače. To je pa še opomba za droben tisk. Aha, samo še toliko. Pesem, ki jo boste zdaj slišali, pa ima naslov Zapuščam dom očetov. To pesem sva z Milko skupaj napisala. Besedilo je napisala Milka ob priložnosti, ko je starejša hči Sara se poročila in tako rekoč zapustila dom očetov. Potem pa smo to pesem slišali tudi še, ko sva se z Rozalo poročila in tudi Rozala zapustila ta dom očetov, Romanov dom, pa ji prisluhnimo. Ko pokličem vas ljubezen, stopite z njo na pot, skrbi si razdelite in lažje bo povsod. Bogu hvala za življenje, za družino, igro, smeh, za molitve in veselje, za ljubezen skupnih dneh. Zatripalo je skupaj dvoje mladih srečnih src, ljubezni da je reklo, cvet je zdaj v nebo uprt. Bogu hvala za življenje, za družino, igro, smeh, za molitve in veselje, za ljubezen skupnih dneh. Zapuščam dom očetov in materin objem. Z Bogom, sestra draga, moj brat, od vas zdaj grem. Bogu hvala za življenje, za družino, igro, smeh, za molitve in veselje, za ljubezen skupnih dneh. Hvala lepa tudi za ta glasbeni biserček in besedni biserček, kajti dobra glasba, dobra pesem se vendarle začenja tudi pri besedilu. In kot se vse stvari začenjajo v družini in v družino stekajo in stakajo, in ko razumemo, da je družina ne samo, kot nas učijo, osnovna družbena celica, ampak tisti varen
lep, intimen, edinstven, nežen, nezamenljiv prostor, v katerem smo to, kar v resnici smo. Potem prosim, da ob Božiču, ki je praznik družine, še Božiču namenimo eno misel. Zagotovo je Božič eden izmed najlepših praznikov, vendar, če se tako odločimo. Mnogi ljudje so v času praznikov prav nesrečni, osamljeni, vse mogoče stvari razmišljajo, vsak ima svojo usodo, nekatera je bolj žalostna, vesela. Velikokrat se pa enostavno res moramo odločiti, ali bomo veseli, ali bomo zaskrbljeni zaradi mnogih stvari okrog nas. Nedavno sem prebrala eno zgodbo o starčku, ki so ga peljali v dom za ostarele in je rekel, moja soba pa je lepa. Pa so mu rekli, ja, sej je še niste videli. Ja, jaz sem se odločil, da je lepa. In tako nam vsem skupaj želim, da bi se odločili, da bodo ti prazniki lepi, po svojih močeh bomo naredili, kar lahko. Želim vam pri tem veliko blagoslova, čim manj napornega dela, da bi naredili ravno toliko, da bi se potem lažje skupaj veselili ob lepo obloženi mizi, predvsem pa, da bi to veselje o prihodu Boga, odrešenika, velike ljubezni, ki nam jo je s tem izkazal, da bi ob tem tudi vsi rasli in želeli drug drugemu vse dobro v življenju, veliko miru, da bi tudi vsak izmed nas znal v to Slovenijo prinašati kanček več miru, kot ga vidimo v javnem življenju, ker je veliko pesimizma, nezadovoljstva, kritike in vsega mogočega, ampak mi imamo priložnost, da ta svet, to Slovenijo malo polepšamo z dobro voljo. Vse dobro vam želim, tudi v novem letu veliko zdravja, pa da bi tudi slovenski dan samostojnosti in enotnosti praznovali ponosno, čeprav včasih nismo zadovoljni s to našo domovino, ampak ker je naša edina domovina, kot večkrat reče gospod Matos, se moramo veseliti pa verjeti, da bo vedno lepše v tej domovini oziroma da ne želimo, da bi se kakšne črne napovedi uresničile. Zato bomo praznovali tudi slovenski dan samostojnosti in enotnosti. Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali pri pisanju, potem ste povabljeni na kakšno štajersko kapljico, pa kakšen prigrizek majhen. Bom pa z veseljem vsem, ki seveda želite, podarila tudi to knjigo v imenu inštituta, ki jo je izdal, s podpisom, v spomin pa zahvalo za to vaše sodelovanje in pripravljenost in tudi hvala, da ste nocoj prišli sem. Jaz pa še povabim bodoče bralce, tiste, ki niso sodelovali direktno pri pisanju te knjige, da si knjigo morebiti nabavijo, lahko že nocoj. Cena je resnično simbolična, predvsem pa gre za široko kulturno, intelektualno branje, ki dejansko človeka prevzame in pritegne, in bližajoči prazniki, trenutki miru so kot nalašč tudi za take knjige. Ob koncu še božični utrinek Zbora Nove Slovenije, Okteta Nove Slovenije, ki bo božični čas pričaral z Belarjevo Že počiva vsa narava.